Dragi prijatelji Božje besede, lepo pozdravljeni na 14. svetopisemskem maratonu, ki letos nosi naslov Glej, vse delam novo. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajanje v branju svetega pisma. In res bomo bdeli teden dni po dnevi in po noči z Božjo besedo. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v kateri so predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Lani ob sklepu slovesu smo vsem, ki ste bili z nami, prek spleta takih in drugačnih povezav nadaljavo voščili nasvidenje čez leto dni, ko se upamo spet dobimo tako, kot smo se dobivali, ampak poglejte, saj veste, človek obrača, Bog obrne in spet smo skupaj takole, pa nič manj srčno. Pobudnik svetopisemskega maratona je Svetopisemska družba Slovenije, ki je leta 2008 vrgla mreže in spodbudila, da se je maraton vsako leto širil. Letos se veselimo največjega online branja svetega pisma, ki presega meje naše države. Zaradi možnosti branja prek spleta so se na branje prijavili tudi naši rojaki iz različnih koncev sveta. Zato ne bomo prikrajšani, ampak bogatejši. V nadaljevanju našega druženja, draga družba, pa bomo zdajle odšli na pot. Na pot v svet, pa vendar imeli srečo milost govoriti slovensko in z dvema, pa čeprav se bomo pogovarjali z enim samim, spoznavati ta svet. Svet Božje besede, ki je tako pisan, pa vendar eden. Na drugem koncu sveta, kjer je zdaj poletje, sta trenutno tudi naša današnja gosta. Iz Kolumbije se nam bosta oglasila Silva in Nace Volčič. Silva in Nace sta laiška misionarja, ki že od leta 2016 hodita po svetu, zbirata sredstva za posameznike v stiski in različne organizacije, ki v tistih deželah pomagajo revnim. Ustanovila sta tudi društvo Operando. Verjamem, da mnogi spremljate njuno pot, ste prebrali že kak intervju, odmev, si ogledali vlog ali tako drugačno pričevanje. O svojih prigodah redno poročata vsem nam, ki nas to zanima. Izdala sta tudi že 3 knjige, zanimivo, res zanimivo vsebino in verjamem, da bo taka tudi vsebina našega nadaljevanja. Danes bo z nami le Nace Volčič, ker sta oba pred kratkim prebolela COVID in Silva še ni povsem zdrava, stopana pot spet zdravja v Južni Ameriki, v Kolumbijo, zato zdajle kar 2-krat, pa čeprav, kot rečeno, enemu samemu sogovorniku. Nace Volčič, prav lep pozdrav iz Slovenije, zdajle v vročo Južno Ameriko, v Kolumbijo. Ja, lep pozdrav tudi vam, Jure. Lep pozdrav na ognišče in lep pozdrav vsem poslušalcem in sodelavcem tega svetopisemskega maratona. Sem zelo vesel in počaščen, da sem lahko z vami. Verjamem, da je veselje na naši strani, na strani vseh tistih, ki bodo slišali zdajle vajin glas. Nace, pri tako bogatih zgodbah ne gre drugače kot začeti na začetku. Kdaj ste se odpravili na pot, predvsem zakaj in kako sta stopila v to, kar zdaj predstavlja vajino življenje? Ja, midva sva pot, tako kot ste že omenili na začetku, začela 2016, se pravi fizično pot, tako da sva dala ruzake na rame in šla. Ampak v resnici je ta pot ali pa priprava na to pot začela že kar nekaj prej. Pravzaprav zelo malo potem, ko sem videla Silvo sploh skupaj prišla, ker sva ves čas nekako je v nama bila ta želja potem, da bi potovala. Edina neznanka je bila, na kakšen način in zakaj. Turistično to nama nekako ni bilo toliko blizu, ker so pač želela dati vsaki poti ali pa vsakom potovanju še nek pečat. Želela sva to za Neja, želela sva to tudi za druge. Ampak midva sva, se pravi, takrat, ko sva šla na pot, je bila 31. marca, predtem sva imela poletje in pravzaprav sva bila v tistem obdobju priprave, v enem takem obdobju enega velikega samospraševanja. Samospraševanje v smislu, kaj nam je pomembno v življenju, kaj so v resnici najne vrednote, kaj si želiva, kaj želiva na stara leta, ko bova gledala nazaj, videti. Ali je to tisto
ali je to puščava, ali je to eno zelenje. In ti sadovi in tisto, od česar želiva živeti pravzaprav naprej, so neki sadovi, za katere oba verjameva, da so pomembni. Poleg tega je v tistem času, pa se je tudi zdaj v končni fazi, bila velika negotovost. Takrat je bila to stvar terorizma. Teroristični napadi so bili in v Evropi in drugod, pa migranti in tako naprej, in v medijih se je to pojavljalo ves čas in taka črna slika se je pojavljala, in midva oba sva čutila en tak, mogoče ne bom rekel brezup, ampak eno tako apatijo, eno črnogledost, eno malodušje, in ni se nam zdelo prav, da je to tako. Prvič in iz strani medijev, ki so tako sliko kazali, in tudi zato, ker sva že po izkušnjah, ki so jih imela prej z potovanji, z obiskovanji misionarjev na različnih koncih, nekako vedela, da stvar ni tako črnogleda. Nekako se nam ni zdelo prav, da ljudje spremljajo en tak negativizem, čeprav je v tem svetu toliko ene luči in toliko enega upanja. In nekako se v tistem momentu čutila, da je prišel čas, da midva spremeniva na eno pot, da midva spremeniva na eno življenje, da greva na novo. Če smo v tem kontekstu, glej, vse delam novo, da obrneva en nov list, pustiva tisto staro, se pravi podjetje in to, od česar in s čimer sva živela, in greva na pot. Se pravi, prav spomnim se tistega momenta, ko sva se silo pogovarjala in je beseda dala besedo, in nekako je prišla tista odločitev, in kaj točno bi midva delala zelo hitro. Se pravi, to, da bi šla na pot, da bi potovala po svetu, ampak na tak misijonski način. Se pravi, da bi obiskovala misionarje po različnih koncih sveta, od skupnosti do skupnosti, da bi se seznanila z njihovim delom, da bi lahko pričevala o tem, kar delajo, da bi to doživela iz prve roke, da bi doživela tisto božjo navzočnost iz prve roke, to, da Bog dela, to, da Bog je. In vsem tem pisala in pričevala in tudi spodbujala ljudi, da dejo in da podprejo vse te skupnosti, vse te smele, dobre projekte, ki so v svetu, pa ki jih mogoče do zdaj nismo, ampak sem skoraj prepričan, da jih takrat še niso poznali. Tako da to so bili te začetki. Ustanovili smo društvo Operando, skupaj z prijatelji, somišljeniki in ostalimi, ki so nas podprli. In sva šla, prvo leto sva potem potovala po Evropi, najprej so začela v Italiji, pa potem v Franciji, Ukrajini, v Litvi. Drugo leto sva šla po Aziji, od Filipinov, Laosa, Tajske do Mjanmara, Bangladeša in Indije, pa potem tretje leto Južno Ameriko, Brazilija, Paragvaj, Bolivija, Peru in Kolumbija. In ja, iz vsakega kontinenta, iz vsake skupnosti so se potem javljala s prispevki in pričevala o tem, kar sva živela, in tudi sama pač delala prostovoljno in za vsako skupnost nekako probala zbrati čim več darov, da sva jih podprla. Jaz verjamem, da večina tistih, ki zdaj posluša tole vajno ali pa vaše pričevanje, vidi tudi celo vrsto strahov ali pa razmišlja o tem, kakšen pogum, prav človeški pogum je za to potreben. Pa me zanima, a je bila kakšna situacija, ko sta bila postavljena v veliko negotovost, ko pred vama ali pa v vaju ni moglo biti drugega kot samo zaupanje?
pravzaprav je bilo celo najno potovanje ena sama negotovost. In to zaradi tega, ker so se Silvo že na začetku odločila, da bo potovala tako, da ne bova načrtovala vnaprej poti. Se pravi, da ne bova, ko sva šla po Evropi ali po Aziji ali po Južni Ameriki, da ne bova imela začrtane poti v celoti, ampak nekako od skupnosti do skupnosti. Tako da v bistvu mi nikoli nisva vedela točno, kaj ne čaka naprej. Niti nisva vedela, katera skupnost, v glavnem nisva vedela, katera skupnost bo naslednja in nisva vedela tudi, katera država bo naslednja. V primeru recimo Južne Amerike nisva vedela, ali bo to Južna Amerika, ali bo to Afrika. Tako da so se tukaj zelo prepuščala Bogu in v bistvu mu zaupala. Nekako so vedela že v začetku ali pa upala, iskala to potrditev, da Bog ima vedno za najboljši odgovor in najboljšo rešitev. In hotela sva si sebi to dokazati in tudi verjela sva, da če bova midva zelo veliko načrtovala in si nekako zacementirala na eno pot, da definitivno ne bo tekla tako, tekla, kot je tekla v končni fazi drugačne. In res se je izkazalo, da je to tako. In Bog se je izkazal za zvestega, Bog se je izkazal za velikega, Bog se je izkazal za vsevednega, modrega in midva sva se izkazala za dva amaterja, ki gresta na poti in delata napake vsakič, ko nehata zaupati. Recimo, ne samo primer, midva, ko sva šla recimo, kako sva potovala, ne? Ko sva bila recimo v Rimu, v prvi skupnosti na barki, sva tam spoznala Ajno, recimo iz Litve, in ona je bila tista, ki je potem povezala z eno od skupnosti, tudi barkino skupnostjo v Litvi. Ne? Tako sva recimo dobila kontakt v Litvi. Potem, ko sva šla v Azijo, ne? Nisva vedela, ali bo to Azija, potem iz Evrope, naslednjo leto. Ne? Povezala sva se z Marjanom Kokaljem, patrom, jezuitom, in on nam je rekel, jaz sem bil v tej skupnosti na Filipinih, mogoče vam lahko pomagam, je vzpostavil kontakt in sva tako začela na eno pot, recimo na Filipinih v Navotasu, v enem od najbolj revnih predelov Manile, glavnega mesta. Ne? In potem iz Filipinov na Vietnam, tudi v tej skupnosti, v Navotasu, je tista vodja te skupnosti rekla, poznam dva prostovoljca, ki sta v Vietnamu, lahko povežem z njima. In boste videla, kako in kaj. Mi sta se povezala in sta rekla, super, tukaj v Vietnamu, kjer sta bila midva, je ena šola z otroci, šola za tuji jezik, zelo rabijo prostovoljce, lahko gresta tja. In tako je bilo v bistvu celo pot. Na tak način je Bog delal pri nama, vedno preko drugih ljudi, in vedela sva in zaupala sva, da je to tisto, kar on želi. Recimo, kako sem prišla do Južne Amerike, ko sem bila v Bangladešu, je prišel na počitnice v tistem času pater Lukas, in on je prišel v to skupnost, kjer so bila midva, so bila v Bangladešu, to je bila skupnost Ksaverjanov, in je rekel, jaz sem pa v Braziliji, ja povabim tja, če želite. In tako sem vedela, da očitno Bog želi, da nadaljujeva v Južni Ameriki. In so prišla v Brazilijo in na podoben način se je potem pot nadaljevala tako v Braziliji, Paragvaju, Boliviji, Peruju in Kolumbiji. Torej, vajino zaupanje na eni strani, božja modrost na drugi, potem prek vseh njegovih pomočnikov, ki so vam poslani na pot. Nace, če se odpravimo k geslu, središču tega tedna svetopisemskega maratona, kako Bog na vajinih poteh dela vsakič novo? Ja,
Bog gradi. Bog, v bistvu lahko rečem, da v vsaki novi državi in vsaki novi skupnosti je v nama naredil nekaj novega, ali zgradil nekaj novega, ali pa prenovil stvari. Tudi znova nekako se je utrdilo zaupanje v to njegovo previdnost. Vsakič, ko so dobili odgovor iz njegove strani, takrat, ko je bilo pri nama nejasno, ko nisva točno vedela, kam bova šla in kako se bo stvar obrnila, takrat, ko je kazalo, da ni nekako poti, ko je midva nisva videla jasno in je potem prišel odgovor, takrat se je na novo utrdilo to zaupanje v njegovo modrost in previdnost. V vsaki novi skupnosti in državi so spoznala v bistvu nove ljudi, nove obraze, spoznala svoj nov način življenja, nov način razmišljanja, tudi dela, pristopa k delu. In prav zaradi tega se je spet vsakič znova pri nama obnovila vera in tudi odnos do Boga. In po vsaki preizkušnji, ki smo jo imela in teh seveda ni bilo malo, so prihajale tudi v najnem odnosu s Silvo do izraza ves čas neke nove kvalitete, ki jih prej ali pri sebi ali pa pri drugmu, se pravi drug pri drugmu nisva prepoznala. In na nek način je to tudi obnavljalo tudi spoštovanje medsebojno, spoštovanje drug do drugega, to zaupanje tudi, da se lahko zaneseva tudi drug na drugega in končno smo s tem rasla tudi v ljubezni. Nace, če človek, predvsem recimo, če je dvomljivec, pogleda na to resnico, na to Božjo besedo, da Bog vse dela novo, pa pogleda v ta naš svet, ki včasih se zdi malo skrene ali pa iztiri, ali pa je zdaj že nekaj časa v eni čudni osi vrtenja, pa podvomil to, da Bog res dela vse novo. Ali pa če se jaz recimo spomnim, ne vem, Petra Opeke, ki je na Madagaskarju dejal pred 30-40 leti, sem mislil, da je slabo, pa je zdaj samo še slabše. Kaj je potem tukaj novega, po vsem tem, kar sta vidva recimo prepotovala, doživela, premisionarila? A se strinjate, lahko potrdite, da Bog vendarle res vse dela na novo? Absolutno dela vse na novo. Ampak vedno, vsaj po njenih izkušnjah, se mora najprej porušiti staro. Aha. Se pravi, tisto, kar ne temelji na dobrem. Včasih je pač potrebno porušiti tudi temelje same, zato da so lahko postavljeni novi. In takrat seveda, ko se rušijo stvari, ko se rušijo stare stvari, ko je trpljenje, ko so izzivi, je težko videti, težko dobro. Zdi se vse brezupno, vse črno, vse nekako v megli. Ampak na dolgi rok to prinaša življenje. Dejstvo je, da si vsi želimo česa boljšega. Recimo to, da ne bi bilo pandemije, da ne bi bilo bolezni, da ne bi bilo vojen, lakote in tako naprej. In že samo ta želja, ki jo imamo v nas, je dokaz, da Bog želi delati in prenavljati stvari. Ker če temu ne bi bilo tako, potem mi tudi te želje ne bi čutili in nas ne bi nagovarjala in se v nas ne bi prebujala. Se pravi, za Neja je to tisto, kar govori v prid temu, da Bog ves čas dela na novo. Se pravi, ta pot do tega novega, jaz verjamem, se začne s to željo in hrepenenjem, in se potem nadaljuje z enim konkretnim dejanjem. Oba Silva pravzaprav verjamem, da ni dovolj, da si samo želimo in da pričakujemo, da bo nastalo nekaj novega. Da bo Bog spremenil že samo zato, ker si on želi, da bo spremenil. Ker Bog pač ne želi svojega najboljšega vina natakati v stare preparele mehove. Na eni točki je treba narediti ta korak in v bistvu o tem govori tudi papež Frančišek, skozi nas spodbuja k temu. Na eni točki
moramo odpreti vrata in iti ven, odpreti vrata in se umazati. Vsak na svoj način, seveda. Na nek način bi rekel za nas, Evropejce, zahodnjake, ki smo navajeni dobrega, varnega življenja in strukture in tako naprej, iti iz te varne cone obdobja v temo in iti v to zaupanje, spravljati korake v to temo in se prepričati, da Bog je tam, da Bog ima rešitev za nas in tam je tisto novo, kar nas čaka. Se pravi, ja, lahko potrdim, da dela vse novo, da želi delati vse novo, ampak samo z našim sodelovanjem. Kot ste rekli, Nace, tudi mi bi zdaj radi odprli vrata in spustili vajini zgodbi, da nas nagovori tudi s pomočjo slike. Mislim si, da bi bil vsak dokumentarni film, pod katerim bi bila podpisana in bi opisoval to vajino življenje, pot operanda, vse te postaje, ki ste jih omenili in tiste, ki jih v prejšnji pripovedi niste, da bi bilo to na moč zanimivo in zdajle nestrpno, kot verjamem vsi, ki so z nama, sprašujem, kaj bomo videli zdaj v nekaj naslednjih minutah za verjetno en kak skupni del enega povzetka vajine poti. Ja, v bistvu en kratek video z različnimi seki iz vsake države, v kateri sva bila, iz vsake skupnosti. In ja, tako kot ste rekel, kot dokaz, en vizualni dokaz tega, kako je Bog navzoč, kako Bog dela in kako nas še ni pozabil. In da smo lahko prepričani tudi tam, kjer se zdi, da je brezup, kjer se nas zdi, da je pretežko, da bi lahko ljudje lahko nosili to breme, da se bomo lahko prepričali, da je v bistvu še vedno tam veselje, luč, upanje. Torej, vabljeni vsi k ogledu tistega, kar je pred nami, pa ostanite v naši družbi, potem bomo nadaljevali pogovor z Nacetom Volčičem. I saw the heavens open, for the former things were past, and I heard my Savior singing, I have come for you at last. I will wipe away death's sorrow, you will no more cry or grieve. To the thirsty I give healing, from the spring of life come drink. For behold, I am making all things new. Write this down, every word is true. Tell the world what I came to do. I am making all things new. God's holy city, New Jerusalem descend, and a voice announced with splendor, I will dwell with you, my friends. I will be your God forever, you will never leave my side. You were always my beloved, now at last you'll be my bride. For behold, I am making all things new. Write this down, every word is true. Tell the world what I came to do. I am making all things new. And the night will be like day, for the Lamb in all his beauty
like a torch will light our way, and the gates of that great city never close to those who come. To every nation brings its glory to our new creation home. For behold, I am making all things new. Write this down, every word is true. Tell the world what I came to do. I am making all things new. I am making all things new. Z nami na tem našem skupnem začetku letošnjega svetopisemskega maratona sta zakonca Silva in Nace Volčič, čeprav Silva okreva, Nace pa govori tudi v njenem imenu, seveda gre za skupno pot, za skupni operando, za njuno misionarjenje laiško v svetu, ki smo ga v določenih delih že prej v pogovoru spoznali. Zdaj, Nace, še lažje si predstavljamo vsaj kak del vajine poti, ko smo videli tudi sliko. Mi gremo pa k Božji besedi, k Svetemu pismu, ki nas je pripeljalo skupaj. V odlomku o novem nebu in zemlji je zapisano, da bo hodil Bog med svojim ljudstvom. Včasih se zdi, da ga kam ni, ali da kam ne zaide, da je nekak del pozabil na to svojo obljubo ali na ljudi. Ampak se nam samo zdi, tako si mislim. Kako je po vajinih izkušnjah Bog prisoten v življenjih ljudi, ki jih srečujeta? Ja, je siguren. Ja, Bog gradi Novi Jeruzalem. Jaz bi rekel, da ga gradi v posameznikih. Ne? Ker Bog ne more zgraditi Novega Jeruzalema, če ne naredi najprej spremembe v nas Jeruzalemčanih. Ne? In na poti, ko so se srečevala z ljudmi, predvsem z ubogimi, pa tudi z ostalimi, ki delajo z njimi, ki delajo za njih, ki jim pomagajo in z njimi skupaj živijo, bivajo, so tega res veliko videla. V bistvu je en tak paradoks, ki smo ga ves čas znova videla. Tam, kjer je bilo najbolj brezup, to, kar sem majčkeno omenjal že prej, tam, kjer je bilo največ tega brezupa, največ bede, največ revščine, bolezni, lakote in tako naprej, tam je bilo največ enega življenja in enega upanja. Ne? In ta paradoks je res zanimiv. Mi zahodnjaki ga težko pravzaprav razumemo, se mi zdi, da imamo drugačno logiko. Nekako se mi zdi, da delujemo ali pa da verjamemo, ne, da več, ko bomo imeli, ne, bolj ko bomo zdravi, bolj ko bomo varni, bolj ko bomo brez težav in brez trpljenja, da bomo bolj srečni, da bomo imeli več upanja, da bomo imeli več enega blagoslova in tako naprej. Ampak v resnici ni tako. Vsakič, ko prideva nazaj v Evropo, sva soočena z enim šokom, ne, zakaj toliko, z enim šokom v smislu tega opazujeva ljudi in si rečeva, zakaj te obrazi tako resni? Ne? Zakaj toliko enega malodušja, zakaj toliko ene slabe volje, zakaj toliko enega pritoževanja, enega jamranja, zakaj tega toliko? Ne? In potem hodiva po teh skupnostih, srečujeva s temi ljudmi, vidiva pa prav nasprotno. Ne? In za mene konkretno je to dokaz, da tam, kjer je največ bede in največ teme, tam je tudi največ te Božje navzočnosti. Pravzaprav posod je Božja navzočnost, samo mi ne dopustimo. Rekel bi, da kjer je videti, da je nesvoboda, tam je v bistvu svoboda največ. En tak paradoks. Recimo in primeri, ne, kako recimo Bog deluje v ljudeh, ne, ki so na tak način svobodni in so na tak način odprti. Teh primerov je bilo res veliko. Midva sva jih opisovala na enem blogu, pa sva jih tudi v knjigi napisala. Mogoče tukaj samo tri take primeri, ki so bila na Filipinih.
prej sem že omenil, ne, ta Navota, ta zelo, zelo reven predel glavnega mesta Manile. Mesto, v bistvu naselje, barak, ljudje živijo pravzaprav na grobovih. Gre za eno pokopališče in da so tam videla ljudi, ki so si, v bistvu gradijo si pokopališče navzgor, ne, zaradi, ker pač so omejeni s prostorom. In prav na vrhu te velike betonske gmote, v bistvu si ljudje postavljajo svoje barake in tam se otroci igrajo in se veselijo in tako naprej, ljudje živijo, jejo in tako. Hočem reči beda, ne. Tema, neka visoka lesena poslopja, ko bi rekel, take barake zgrajene na zelo trhlih, bi rekel, temeljih, tam živijo ljudje na pač svoj način, kanalizacija odprta, ščurki, podgane, smeti, vse povsod. In tista družina, pri kateri sva midva živela nekaj časa, je bila tudi družina 5 otrok, mislim, da jih je bilo 5, in očeta in mame zelo, zelo delovnih, on je bil gasilec, ona je imela tisto svojo trgovinco, kar v svoji hiši, tam odprto in je prodajala riž in še neke druge malenkosti. In od tega so živeli zelo skromno. Ampak 20-30 let sta onadva varčevala za to, da bi si lahko nekje drugje lahko omogočila življenje. Vključila sta se v to skupnost, v kateri sva midva takrat delovala, in s pomočjo te skupnosti je potem eden od otrok dobil štipendijo za šolanje, pa potem drug otrok tudi, oba sta končala šolanje in danes, kakor sva uspela ostati v stiku z njimi, ne živijo več v Navotasu, živijo nekje drugje. Živela sta aktivno življenje 2 delovnih, za celo družino govorim, delovnih, vernih ljudi, se vključevala v molitveno skupino, molila, ostala odprta in nista izgubila upanja. In jaz verjamem, da je to tisto, kar jima je omogočalo v končni fazi, tudi da nista obupala, ne? Tako kot veliko drugih, da sta pustila, da jih je Bog nekako vodil do ljudi, do skupnosti in tako naprej. In danes imata veliko boljše življenje. V Bangladešu, ko sva bila, tam sva midva videla eno okoliščine, eno situacijo, ki nas je oba šokirala. V bistvu v glavnem mestu Daki je 300,000 otrok po izračunih na ulicah. Zdaj govorimo o otrocih starih med 6 in 9 let. To so zapuščeni otroci, ki so se jim starši odpovedali, ali niso bili več zmožni jih preživljati in so jih pač postavili na cesto. In ti otroci se potem družijo skupaj med seboj na teh ulicah in beračijo, zbirajo neke odpadne materiale in se potem prepuščajo tem izkoriščevalcem, ki potem naprej dajo obdelavo. Ta odpad, da zaslužijo oni seveda na svoj račun in pa dajo nekaj za to, da imajo za preživetje, za tisti riž in za drogo, predvsem lim vdihavajo največ in na tak način pač živijo in preživijo. In tam je misionar Ricardo, bil zdaj žal že pokojen, ki se je odločil, da bo naredil skupnost in da bo tem otrokom dal možnost za novo življenje. In jih je s pomočjo spet donatorjev in s pomočjo ostalih organizacij jim je omogočil šolanje v svoji skupnosti, hrano, streho nad glavo in tako naprej. In tako kot dokaz temu, kako Bog deluje in dela v bistvu preko ljudi, preko ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj dobrega.
v Boliviji so bila recimo zaporniki. Spet en dokaz, kako Bog nekako posreduje takrat, ko so situacije kritične. Recimo, to so bili mladi zaporniki v enem zaporu, zelo, zelo oddaljenem, prestopniki, v bistvu hudi prestopniki, nekateri njih so tudi umorili recimo svoje starše, pa delali velike rope, tatvine in tako naprej. Tam noter, v tistem zaporu so imeli varnostniki stalne težave z njimi. Se pravi, bilo je nasilje, bilo je neka nepokorščina, poskusi pobegov, en brezup, ena stiska od teh mladih ljudi, ki so v bistvu samo najstniki, to so v bistvu mladi do 18 let, da govorimo. Ne? Situacija je bila tako težka, da so se v bistvu potem vodje tega zapora odločili, da bodo nekaj mogli narediti in so poklicali sestre, pri katerih sem midva v tistem času živela, so jih poklicali in so rekli, takole je, a je kakšna možnost, da bi vi enkrat na teden prihajali v to našo skupnost, v ta naš zapor in nekako probali z njimi vzpostaviti en odnos in jim dati eno upanje. Pa bomo videli, če bo zadeva delovala. Ja, in so začeli prihajati. Ko so midva prišli tja, so že 1 leto imeli ta njihov apostolat, te sestre. Enkrat na teden so prihajali, ampak rekli so, da so že po enem mesecu sedeli rezultati, po 3 mesecih, 4 mesecih so se bistveno izboljšale razmere tam in kaj so one naredile. Z njimi so skupaj molile, pogovarjale so se predvsem z njimi, jih probale razumeti. In jih preko Božje besede, preko svetega pisma probati usmeriti v en drugačen način razmišljanja in drugačen način pristopanja v svoje življenje. Se pravi, eno so dobili. Naučili so se delati, ročne spretnosti in tako naprej. Mi dva smo vsak dobila dva taka uvitka pletena za kulje, tako preproste stvari z najnimi imeni noter ukrovirane kot darilo, ampak to so se naučili delati in za Naja spet kot en dokaz, da je možno in da Bog posreduje v situacijah, ki so kritične, v situacijah, ki so na videz težke ali pa so težke, da pokaže eno novo pot. Torej, Naci, lahko rečete, da če tudi morda iz dežele, ki je videti v res eni temi, kot ste sami večkrat rekli, pa v enem obupu, ne zgradi kar naenkrat sončnega mesta Novega Jeruzalema, da bomo to uspe delati v človeku samem, v posameznikih. Tako, in vse to je en proces. Ampak dela in rezultati so vidni in to bi nam vsem mogli dati upanje, takrat, kadar smo mi v težkih situacijah. V naših razmerah, v naših odnosih, v naših osebnih življenjih, v depresijah, v boleznih, v vseh ostalih tegobah, ki nas mučijo, da ta odprtost, ta pripravljenost k temu, da komuniciramo z Bogom in preko Božje besede in preko molitve, da Bog pride in je pravzaprav že navzoč, samo želi, da mi to naredimo. Ta korak, da potem začne delovati in naredi, da se nekako razodene ta njegova veličina. Ta korak nas samih je po vaše pa nujen. V vseh 3 primerih, ki ste jih omenili, recimo iz 3 različnih dežel, je verjetno še ena množica tistih, ki so doživljali podobno grozo, kot tisti, ki jim je uspelo splezati ven, ob Božji besedi, pa recimo niso odprli vrat. Absolutno. Nujen je. Res je tako, da kdaj so okoliščine take, da sam posameznik, sam pri sebi ne more narediti tega koraka. Ampak spet Bog poskrbi, da nekdo pride do njega in mu na njegov način, na ta prav način pomaga, mu da roko in ga na nek način spodbudi, da izstopi ven. Ljudje, ki so še vedno v temi in brezupu, so ljudje, ki še vedno bodi si sami ne zmorijo, ali pa še vedno čakajo, čeprav sami ne vejo, nekoga, ki bo prišel tja in jim pomagal. Mi vsi smo prav zaradi tega poklicani k tem ljudem. In razumem papeža Frančiška,
da nas vse spodbuja k temu, ker mislim, da se še kako dobro zaveda, ne, da je to tista pot. Seveda bodo oni mogli sami narediti korak. Ne moramo mi narediti koraka za nekoga drugega. Ne. To velja za nas same. Ampak smo pa vsi poklicani tja, da tem ljudem povemo, glej, je luč. Še ena izkušnja v Boliviji z odvisniki, z brezdomci in tako naprej smo delali s temi istimi sestrami. Oni so, se pravi, ljudje, ki so živeli v kanalih noter, v kanalizaciji pravzaprav, pod mostovi. Te sestre so vsak teden hodile tudi k tem ljudem in jih prav v tej prispodobi, iz te teme, dobesedno iz te teme spodbujale ven. Bili so mladi, ki niso mogli ven, zaradi tega so bili tako zadrogirani, da so jih dobesedno, da so jim pomagali vstati in jih pospremljali iz tistega kanala, ki bi jemi ven na svetlo, zato, da so jih lahko obrile, postrigle nohte, umile zobe, postrigle lase in dale za jesti, za pit, jih posedle tja, da so malo poslušali glasbo, kitaro in tako naprej mladih prostovoljcev. Hočem reči, vsak ne more narediti tega koraka, pa ne glede na to, zakaj. Ga ne more narediti. Mi smo poklicani v velikih primerih, da nekako nosimo ali pa vsaj do ene mere nosimo na tej poti, pomagamo nositi križ drugega. Nadse zelo zgovorne so te zgodbe, ki jih spoznavata, odkrivata, pri katerih sodelujeta kot laiška misionarja, pa vendar so to zgodbe tretjega človeka. Jaz verjamem, da bi nas lahko nagovoril tudi vajin osebni pogled, pa me zato zanima, takole na vajini poti, kako je Sveto pismo prisotno v vajinem življenju, vsak dan pri teh vajnih odločitvah, pri iskanju moči za vztrajanje, za pomoč drugemu. Sveto pismo je ključno. Oba veliko bereva in rada bereva vse živo. Od romanov do drugih knjig. Ampak glavna knjiga, ki naj jo na tej poti spremljala, je Sveto pismo. In pomaga nama takrat, kadar smo v težkih situacijah in takrat nama daje neko kadar smo v dvomih, nama da eno usmeritev, kadar smo v težkih situacijah, nama da eno upanje. Takrat, kadar smo v krizi, v odnosu, nama spet nekako pokaže eno bistvo in takrat, kadar se sekirava za druge, takrat, kadar se sprašujeva, pa kako je to možno, kako Bog to dopušča, ne, takrat spet naj beseda opozori, tukaj sem, ne pozabiti, imam svoj načrt, ki ni vedno v skladu s tvojim vajnim načrtom, ki ni v skladu z sliko, ki jo imate vi kot ljudje, ne. Tukaj sem in samo zaupaj. En tak lušten primer, recimo tega, kako sva midva nadaljevala pravzaprav pot, na katero so bila v začetku poklicana, prepričana sva poklicana, je recimo, ko so bila v Rimu, v tej skupnosti Barka z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju, ne. Tako nam je bilo fajn tam. Ne bom rekel, da je bila situacija tam fajn. Vse to so ljudje, ki so tudi v duševnih stiskah in tako, ampak fajn je bila skupnost, fajn so bili ljudje, asistenti, drugi, vse, kar bi si nekdo želel, res je bilo vse super. In bila sem na eni točki tam po 3 mesecih, že 3 mesece je bilo veliko več, kot sva predvidela v začetku, ne. Sva rekla, kva če vem, da kar tukaj ostala še dalj časa. In tako sem midva molila potem en večer večernice in je oba naenkrat zadane en stavek, v bistvu iz Svetega pisma, ki pravi, nespameten potnik bi bil, če bi na svojem potovanju zagledal ob poti ljubke travnike in bi zaradi njih nehal hoditi proti svojemu cilju. In to nam je bilo obema jasno, okej, Bog ne hvala ti za to, ampak bo šla naprej. In tako so nadaljevala in se nikoli niso ostavila več kot za 3 mesece, dokler pač nisva
nisva končala te najne poti in jo potem nadaljevala tudi zdaj naprej. Ne. Sicer na drugačen način, ampak hočem reči, ne, Sveto pismo te v tistih situacijah, takrat, ko misliš, da ne rabiš, te nekako spodbudi, da nadaljuješ. Ne. Nace, na začetku smo omenili, da sta zdaj v Kolumbiji, pa vendar smo še malo bolj radovedni, kakšni so zdaj te ljubki travniki, ki jih trenutno opazujeta in razmišljata o njih in gledata naprej, kaj počneta na tem delu sveta. Ja, dobro, zdaj to so ljubki travniki, ali ne bi bilo za debatirati. Sigurno je, da je tukaj poletje zdaj, medtem ko je prvo hladno in je zima in verjetno bolj temno, ne, saj kar se podnebja tiče, tako da kar se tega tiče je bolj prijetno, je pa tukaj v Kolumbiji situacija vsekakor kritična, posledica pandemije, je tudi gospodarska kriza, veliko več kriminala, že prej ga je bilo veliko, zdaj ga je še več, tudi v tistih conah, varnih conah, kjer so prej veljale za varne, zdaj niso več, tako da kar se tega tiče, so izzivi. Brezdomcev je veliko več, da ne omenjam situacije z Venezuelo in migranti, ki prihajajo v milijonih preko Kolumbije, potem naprej v Peru in druge države Južne Amerike. Tako da vse to je vidno tukaj, vse to spremljava in uživo z prve roke, ampak midva sva v Kolumbiji ta moment zaradi posebnega razloga in to je, da se še izboljša oziroma da se predvsem izpopolnjava v španščini. Prav zaradi tega, ker nekako čutiva, da si Bog želi, bomo videli, bo to potrdil kasneje ali ne, še z drugimi stvarmi, da kot operando naredijo nek svoj misijonski projekt tukaj v sodelovanju z drugimi organizacijami, z drugimi misijoni. In seveda za vse to je potreben jezik. Tukaj je malo ljudi, ki govori špansko, ki govori angleško in sva nekako primorana v španščino in se jo učiva zdaj zelo intenzivno, zato da bova lahko prvič pridobila vizo in vse potrebne dokumente, da bova lahko ostala tukaj in drugo, da bomo potem lahko začeli tudi kaj resnega delati. Brez španščine tukaj pač ne moreš. Sva v skupnosti Klaretincev, tam, kjer sva že bila, takrat, ko sva končala najno pot v Južni Ameriki in kraj, kjer sva je idealen za to. Se pravi, hkrati se povezujeva tudi in povezujeva z različnimi organizacijami in skupnostmi. Konkretno je zelo zanimivo, sva se povezala z eno organizacijo dobrodelno, ki pomaga ženskam, ki so doživele nasilje v družini in otrokom. Na nek način jim ponujajo varne hiše, ne sicer tako, kot je to pri nas, ampak so to take možnosti zavetja pri obstoječih družinah na varnih krajih, sicer na varnih conah, če lahko tako rečem, malo od Medellina, Medellina, kjer sva midva. In sva obiskala nekaj teh družin in sva bila fascinirana nad tem, kako se lotevajo tega svojega misijona, tega svojega poslanstva, kako profesionalni so in tudi koliko je tukaj potreb. Tukaj je mačizem zelo močen in ogromen je nasilje v družini in ogromen otrok zaradi tega trpi. Tisto, kar pa najbolj manjka, pa kar tudi mogoče njim zmanjka, je pa izobraževanje teh žensk. Izobraževanje v smislu, da so seznanjene s tem, kaj pomeni odvisnost. Tukaj ne gre samo za čustveno odvisnost, ne gre samo za to duševno odvisnost in fizično odvisnost od moža, ki je nasilen, ampak gre tudi za ekonomsko odvisnost. Ženske tukaj redko delajo, ostajajo doma, se pravi, možovi delajo, oni so tisti, ki prinašajo domov potem denar in hrano in tako naprej. In to še otežkoča na nek način, otežuje na nek način situacijo in so ženske velikrat nekako
tudi prisiljene iti nazaj v to situacijo, kljub temu, v te okoliščine, kljub temu, da so že doživeli nasilje in da si seveda tega ne želijo, niti zase, niti za otroke. Tako da bova videla, kaj bo Bog tukaj še pokazal. Še druge projekte in misijone imamo v načrtu, da bova obiskala in res si želiva, da bi tudi v Operandu naredili nekaj zelo konkretnega. Ne samo, da bi podpirali, ampak da bi tudi sami v bistvu naredili nek svoj misijon. Kot je bilo veliko konkretnega že narejenega tudi pri vajinih ostalih poteh in postojankah tam od leta začetka, ki smo ga omenili, torej z Operandom. Nekako smo želeli končati z vprašanjem, Nace, kje bi si želeli, da vaju Bog najbolj podpre, zdaj v prihodnosti, pa ste na to že odgovorili, seveda zdaj z lučmi in z lučjo tega vajinega laiškega misionarjenja. Kaj pa osebno, prav Naceta in Silvo, če se recimo izvzamete iz teh projektov vaju osebno, kje pa bi vidva osebno želela podporo? Mogoče najen izziv po tem, ko smo 3 leta potovala, je to, da se, oziroma to prosva Boga, da bi nama pomagal, da bi se znala včasih tudi distancirati od teh situacij, in da bi znala več najenega odnosa živeti v tem poslanstvu. Zavedava se, da je to poslanstvo in da je neizogibno, da pridejo stvari tudi v času, ko recimo imajo drugi ljudje, ki delajo od 9 do 16, svojo pauzo, da je težko, da ne bi reagiral kdaj in da ne bi se odzval na kakšen klic ali na kakšen e-mail ali na kakšno nujno stvar in tako, ampak je to najen izziv in tukaj bi rada še zrasla. Tako da najna molitev gre predvsem v tej smeri, da še bolj utrdiva najen odnos in da včasih tudi majčkeno izklopva vse to. Naj Gospod sliši vajino molitev, jo usliši, naj bo prijazen tudi z vsemi vajinimi načrti. Nace, vam pa seveda tudi Silvi, ki predvsem želimo še hitrega in krepkega okrevanja, obema res vse dobro na poti. Hvala lepa za vse, kar sta dala v začetek tega našega letošnjega svetopisemskega maratona. Verjamem, da bomo povezani tudi nadaljavo, zdaj z branjem Božje besede, posebej v teh dneh. Naj vaju na vseh vajinih poteh spremlja Božji blagoslov in hvala lepa za vse odmeve z vajinih laiško-misijonskih poti, ki jih pošiljate v Slovenijo in ki tudi nam pomagajo prav živeti, prav gledati na svet in pomisliti tudi na to, da je Božja beseda prisotna, da je tukaj tudi takrat, kadar se nam zdi, da nas niti ne spremlja, da Gospod hodi z nami in naj res spremlja tudi vse vajine, varne in ostale poti. Verjamem, da so tudi drugačne poti, predvsem do soljudi. Hvala lepa za pogovor in za vse, kar delate, tudi v imenu tistih, ki vam ne morejo reči. Hvala lepa. Res najlepša hvala za ta pogovor, najlepša hvala za vašo pozornost in za priložnost, da sva lahko podelila nekaj najnih izkušenj. Ja, jaz želim, da bi tudi svetopisemski maraton maksimalno dobro uspel in da bi Božja beseda, ki jo bomo poslušali, ki jo bomo brali, obrodila svoje sadove in vsem vam z Kolumbije enega blagoslova in vse dobro tudi v novem letu 2022. Nace, prav lepa hvala in enako seveda v Kolumbijo in na vse vajine poti. Ob sklepu hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali prek spleta ali prek televizijskih zaslonov. Preden se poslovimo, bi vas radi povabili, da obiščete spletno stran svetopisemskega maratona na naslovu www.svetopisemskimaraton.si, torej svetopisemski maraton, pisano skupaj, kjer so objavljeni različni spremljevalni dogodki, ki se bodo poleg branja Svetega pisma odvijali v dneh tega tedna. Tam boste našli tudi razmišljanja, pa prijavo za online branje ali pa organizacijo mini maratona v okviru vaše družine ali take ali drugačne skupnosti.
branje Svetega pisma lahko spremljate tudi prek Facebook strani in našega YouTube kanala. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v ozadju pa je tudi ekipa zaposlenih Svetopisemske družbe, ki je letos posvetila veliko časa, da bi omogočila to tehnično izvedbo dogajanja vseh dneh. Hvaležni bomo za vsako vašo misel, hvaležni za vsak vaš dar. Že vnaprej iskrena hvala lepa. Svoj dar lahko prispevate na različne načine. Na spletni strani Svetopisemskega maratona kliknite gumb Daruj in se nato odločite za ustrezen način. Še enkrat, za vsak vaš dar, iskren Bog povrni, iskrena hvala lepa. Vsem želimo lep večer. Naj vas Gospodova beseda vsak dan, ne samo v tem tednu Svetopisemskega maratona, ampak v tem tednu prav posebej nagovarja in napolnjuje. Hvala, ker ste bili in hvala, ker boste z nami.